V tem videu bomo spoznali sintetizatorje in sintezo zvoka. Na koncu pa bomo s pridobljenim znanjem izdelali pravi mini DIY sintetizator. Razumevanje sinteze zvoka zahteva najprej osnovno poznavanje zvoka. Kaj je zvok? Zvok je vse, kar zaznavamo s sluhom. V fiziki je definiran kot mehansko valovanje, ki se širi v dani snovi, trdnini, kapljevini ali plinu. V plinu in v kapljevini potuje v isti smeri, kot se valovanje širi. Enkrat bolj zgoščeno, drugič bolj poredko. Podobno kot valovi na vodi. Tako valovanje imenujemo vzdolžno ali longitudinalno. Za multimedijo je pomembno širjenje zvoka po zraku, ki je nekakšna privzeta snov. Zvok opredelimo s frekvenco in amplitudo zvočnega tlaka. Prva je povezana z višino tona, to je zvoka, ki ga sestavlja ena sama frekvenca, druga pa z glasnostjo. Višja je frekvenca, višji je ton. Višja je amplituda, glasnejši je zvok. Človek razlikuje višino, barvo, volumen ter gostoto tona, ki se izraža kot trdota, kompaktnost. Volumen tona pomeni, da slišimo nizke tone kot masivne, visoke pa kot ostre. Kolikšen razpon frekvenc pa lahko zaznamo? Ta podatek se razlikuje za vsakega posameznika. Naj pa bi bilo človeško uho sposobno zaznati zvok v frekvenčnem obsegu med 12 Hz in 20 kHz. V praksi pa je ta obseg manjši. V multimediji se zvok pojavlja na več načinov, kot glasba, govor, naravni zvok ali signalni zvok. V tem videu se bomo osredotočili na glasbo, saj je prav ustvarjanje elektronske glasbe glavni namen sintetizatorjev. Beseda sintetizator izvira iz besede sinteza, ta pa iz latinske besede synthesis, kar pomeni spajanje več elementov v celoto. Sintezo zvoka lahko na ta način opredelimo kot spajanje različnih zvokov v en zvok. Pri učenju sinteze se moramo najprej spoznati z oscilatorji in valovnimi oblikami, tako imenovanimi waveformi. Oscilator lahko fizikalno praktično pokažemo kot nedušeno vzmetno nihalo, ki ima stalno amplitudo in frekvenco. Njegovo nihanje lahko prikažemo z grafom odmika od ravnovesne lege v odvisnosti od časa. Nastane sinusna krivulja. Tako smo spoznali tudi prvo valovno obliko, sinusni val. Ostale osnovne oblike v glasbi so še kvadratni val, trikotni val, ki ga matematično zapišemo s formulo y je minus a plus 2a ulomljeno s pi krat faza, in nazobčen, tako imenovani sawtooth val s formulo y je a minus a ulomljeno s pi krat faza. Oscilator te valovne oblike ponavlja in tvori zvok s stalno frekvenco in amplitudo. Od nas je odvisno, kakšno frekvenco in amplitudo bomo določili. Največkrat to določamo z MIDI kontrolerji ali neposredno s sintetizatorji. Poznamo veliko različnih vrst sinteze. Pri aditivni sintezi kombiniramo tone različnih amplitud. Pri popularni subtraktivni sintezi filtriramo kompleksne zvoke, da ustvarimo harmonični spekter. Je torej obraten in bolj učinkovit proces kot aditivna sinteza. FM ali frekvenčno modularna sinteza pomeni moduliranje frekvence z namenom spremembe barve zvoka. Frekvenco moduliramo z drugim valom, na primer sinusnim. Rezultat so lahko zelo kompleksne krivulje. Poleg že omenjenih vrst sinteze pa poznamo še modulacijsko sintezo, fizično modeliranje, granularno, vokalno, vzorčno sintezo in druge.
Sedaj, ko že vemo nekaj o zvoku in sintezi, lahko začnemo govoriti o sintetizatorjih samih. Prav pa je, da najprej omenimo pionirje na tem področju, saj brez njih mogoče danes ne bi bilo elektronske glasbe. Že leta 1863 je nemški fizik Hermann Helmholtz postavil moderno teorijo o tem, kako slišimo glasbo z zaznavanjem zvočnih tonov. Leta 1917 je Leon Theremin izumil Theremin, škatlo, ki proizvaja specifičen zvok, še danes velikokrat uporabljen v grozljivkah. Maurice Martenot je leta 1922 izumil Ond Martenot, enega prvih elektronskih klaviaturnih inštrumentov. Leta 1954 je Harry F. Olsen izdelal inovativen RCA sintetizator. Leto 1964 je bilo verjetno na področju elektronskih inštrumentov najbolj pomembno, saj je znani Robert Moog izdelal njegov prvi analogni Moog sintetizator. Od takrat naprej sta se elektronska glasba ter industrija elektronskih inštrumentov le še povzpenjali. In danes si lahko sintetizator, analogni ali digitalni, privošči skoraj vsak. Kaj pa pravzaprav sploh je sintetizator? Kako deluje? Kako je zgrajen? Sintetizator je elektronska klaviatura, ki lahko generira ali proži kopije kateregakoli zvoka, od violine pa do klavirja. Z njim pa lahko ustvarimo tudi povsem nov zvok. Analogni sintetizator je sestavljen iz nekaj osnovnih komponent. Kot skoraj vsak inštrument ima generator in resonator. Generator je pri njem oscilator, o katerem smo že govorili. Resonator pa je filter. Sintetizator generira zvoke z manipulacijo električne napetosti. Oscilator oblikuje napetost tako, da proizvede enako višino tona pri dani frekvenci. To pripelje do že poznane osnovne valovne oblike, ki bo nato sprocesirana še druge v sintetizatorju. Zvok gre nato skozi filter, glasbenik obrača gumbe, da na primer odstrani določene frekvence zvoka. Zvok potuje naprej proti ojačevalniku, ki natančno kontrolira glasnost s pomočjo tako imenovanih ovojnic. Ovojnica namreč oblikuje valovno obliko zvoka in tako določi glasnost, ko prožimo eno noto. Sestavljena je iz attacka, decaja, sustaina in releasa. Kar se tiče elektronskih komponent, pa je preprost sintetizator lahko sestavljen le iz kondenzatorjev, oporov, potenciometrov, integriranih vezij, vira električne energije in zvočnika. Če ne verjamete, se bomo o tem prepričali v nadaljevanju. Naredili bomo namreč enostaven DIY analogni sintetizator. Izdelali ga bomo na osnovi preprostega električnega vezja, ki ga je zrisal ameriški znanstvenik Forrest Mims. Kaj torej potrebujemo? Testno ploščo, žice, pet 5-6 dual timer, dva 500 kiloohmska potenciometra, en 5 kiloohmski potenciometer, dva 10 nanofaradna kondenzatorja, en 1 kiloohmski upor, 8 ohmski zvočnik, baterijski priključek in 9-voltno baterijo. Za začetek si bomo izbrali negativno in pozitivno stran testne plošče. Najprej na testno ploščo pritrdimo integrirano vezje. Nato pritrdimo še potenciometre. Dva 500 kiloohmska
in en 5-kiloohmski. Žico nato povežemo pozitivno stran testne plošče in sredinsko nogo 500-kiloohmskega potenciometra. Vzamemo še drugo žico in jo povežemo od prvega pina integriranega vezja do zunanje noge 500-kiloohmskega potenciometra. Vzamemo 1-kiloohmski upor in eno nogo zapičimo v prvi pin integriranega vezja, drugo pa v 6. pin. Vzamemo kondenzator in ga povežemo s 6. pinom ter negativno stranjo testne plošče. Nato povežemo pin 2 in pin 6. Žico povežemo 7. pin z negativno stranjo testne plošče. Štirinajsti pin nato povežemo na pozitivno stran testne plošče. Vzamemo žico in povežemo pin 14 na pin 10. Povežemo še sredinsko nogo drugega 500-kiloohmskega potenciometra s pozitivno stranjo testne plošče. Zunanjo nogo istega 500-kiloohmskega potenciometra nato povežemo s pinom 13 integriranega vezja. Povežemo pin 12 in pin 13. Zelena žička bi seveda morala biti na pinu 14. Vzamemo žico in povežemo pin 12 z robom testne plošče.
program nato drugi kondenzator povežemo z negativno stranjo testne plošče. Z žico povežemo zunanjo nogo 5 kiloohmskega potenciometra in pin 10 integriranega vezja. Vzamemo zvočnik in eno žico povežemo na sredinsko nogo 5 kiloohmskega potenciometra, drugo žico pa na pin 9 integriranega vezja. Z žico povežemo pin 5 in pin 8. Dodamo še priključek za baterijo. Eno žico povežemo na negativno stran testne plošče, drugo pa na pozitivno. Dodamo še baterijo in naš sintetizator je končan. Ostane nam samo še to, da naš izdelek preizkusimo.